V tej hiši v Mariboru se je 30. septembra 1904 očetu Andreju Majcnu in materi Mariji, rojeni Šlik, rodil Andrej, prvorojeni od 4 otrok. Takrat Meligenstraße, Melje 67, danes pa Melska cesta 67. V pritličju 2 okni na skrajni levi. Tu so živeli do leta 1907. Leta 1906 se je v tej hiši rodila še sestra Marica. Bazilika Matere Usmiljenja, frančiškanska cerkev, kjer je pri krstu 9. oktobra 1904 dobil ime Andrej Slavko. Za Majcna je vsakoletni 9. oktober bil poseben praznik, ko se je Bogu zahvaljeval za največji dar, dar Božjega otroštva. Vsi, ki smo bili z njim v stiku, smo ob njem čutili, da je Bog tako blizu, da smo to Božjo bližino po njegovi dobroti, po njegovi ljubeznivosti in pozornosti dejansko živo doživljali. Drugi dom malega Andreja na dolgi življenjski poti. Ker bi oče zaveden Slovenec, je moral iz nemškutarskega Maribora. Stanovali so v zasilu urejeni kovačnici, kjer sta jim vlaga in revščina načeli njihovo zdravje. V Kozjem se je rodil 3. otrok, Zoran. Tega kraja se Majcen rad spominjal in je kovačnico vključeval v svojo pripoved. Veš, dragi fant, drago dekle, Bog vedno išče in tudi najde med ljudstvom material za svoje namene. Potem pa počasi s kladivom obdeluje in njegovi izdelki dozorijo glasnike evangelija. Če se ti zdi, pokukaj to delavnico, da boš videl, kako se kujejo poklici. K njemu sem hodil k spovedi predvsem zato, da sem tam res lahko v polnosti srečo in doživel resnično usmiljenega Boga Očeta. Gospod Majcen kot spovednik je to podobo Boga Očeta znal predstaviti nam, ki smo bili njegovi spovedanci. Svoj novi dom v Krškem, Dalmatinovem in Valvazorjem mestu so našli v državni hiši, danes pod goro številka 8. Mati Marija je živela Frančiškovega duha kot 3. rednica ob kapucinskem samostanu. Malega Andreja je očaral dobrohoten kapucin požar. Oče je kot sodni izvedenec po terenu reševal številno vprašanje preprostih in ubogih ljudi, zlasti v času Prve svetovne vojne. Andrej ga je pogosto spremljal na njegovih utrajajočih poteh. Nahrbtnike sta nabrala plačilo v naravi. Revščina ni vedno samo zlo. Naučil sem se skromno živeti in imeti čut za uboge in revne, izjavi pozneje. Kot 4. otrok se jim je rodila Milka. Tu se je začelo Andrejevo šolanje. 3 leta meščanske šole je opravil v 4 letih. Prav zato je zadnji razred obiskoval že pod jugoslovansko vlado v slovenščini. Na pokopališču v Krškem so našli zadnji dom brat Zoran, oče Andrej in mati Marija. Ko danes gledam nazaj na njegovo življenje, občudujem najprej njegovo vedrino, njegov optimizem, njegovo veselje, ki sem jo doživljal v življenju z njim v tukajšnji rakovniški skupnosti. Kam? Oče me je poslal na učiteljišče in rekel, bodi učitelj, pa bodi fajn, ne z enimi, ne z drugimi, bodi z vsemi dober. In to je bilo moje načelo za celo življenje. Vsemi biti dober, kaj ne. Na učiteljišču v Mariboru je bil 4 leta. Mati Marija mu je v skrbeh položila na srce, pa na Marijo nikar ne pozabi. Molila je zanj kot Monika za svojega sina Avguština, se je spominjal Majcen. Mladoletni boji so bili hudi, vendar se ni izgubil. Nisem zaman bral Masarykove aforizme, ki so dajali duhovne injekcije za močno voljo. Moram, naj stane, kar hoče. Končalo se je z diplomo učiteljišča 13. junija 1923. Takratno učiteljišče, danes pravna fakulteta, Mladinska cesta 9,
ker se Majcen kot učiteljišnik pripravljal na svoje poslanstvo. 1983. ob 60-letnici učiteljske diplome. Sem maturiral na učiteljišču v Mariboru, pa nisem vedel, če bom imel kako službo ali nič. Oče je rekel mlademu učitelju: Slavko, do sedaj sem ti pomagal, kolikor sem mogel. Spravil sem te do kruha. Naprej si pomagaj sam, kakor si moraš in znaš. Na Radnji je bil Andrej 1 leto učitelj na salezjanski zasebni osnovni šoli. Mladi učitelj pa se je kmalu ujel na latinsko slovnico. Iz nje se je veliko naučil. Patientia nobis necessaria est. Biti moramo potrpežljivi. Vse življenje se mu je spremenilo v eno samo paciencija, potrpljenje. Na Radnji je Majcen opravil novicijat 1924-25. Z Marijo Pomočnico se je srečal na Rakovniku 8. septembra 1924 ob posvetitvi svetišča. Z Marijo je sklenil dogovor, ki se ga držal vse življenje. Težav seveda ni manjkalo. Ne bom popustil, ne bom gledal nazaj, tudi če umrem, si je dopovedoval Majcen. Redovne zaobljube je izpovedal 4. oktobra 1925 in postal salezjanec. Salezjanci imajo po našem ustanovniku, svetomu Janezu Bosku, imajo načelo veselja. To je bilo veselje, igra, veselje, to, kar pač mladih radi imajo. In to se tudi mene vleklo nekako. Na Rakovniku je gospod Andrej Majcen v 10 letih študiral filozofijo in bogoslovje, opravil vzgojno prakso, se usposabljal za obrtne in strokovne šole ter bil njihov voditelj, odslužil tudi vojaščino in bil leta 1933 posvečen v duhovnika. Vrgel sem se na delo, saj sem obljubil pokorščino. Imel pa sem tudi dovolj trme, da sem vztrajal pri stvari, za katero sem se odločil, čeprav se je na prvi pogled zdela nemogoča, pa je z Božjo pomočjo, kot bi rekel Don Bosco, postala mogoča. Po mučeništvu škofa Vrsilija in duhovnika Karvarja 1930 na Kitajskem ter vabilo misionarja Jožefa Kereca 1932 je v njem dokončno dozrelo odločitev za misijone. Po ukinitvi obrtnih šol na Rakovniku 1935 je že avgusta istega leta z misijonskim križem odpotoval Kitajski naproti. Za poklic, ki mu ga je Bog namenil, je zorel celih 31 let. Božji načrti so bili dostikrat čudni in nerazumljivi. Pot Božje previdnosti pa se le vedno izkaže kot najboljša pot. Vsa ta leta, ko sem imel komaj čas dihati, je bil en sam novicijat, priprava na čas, ki je prihajal misijone. Slovo 15. avgusta 1935 je pomenilo dvojni blagoslov, materin in Marijin. Zakaj me zapuščaš samo, je vzkliknila mati. Že naslednji trenutek je dodala: le pojdi, kamor te kliče Bog. In ga je blagoslovila. Ko se je ob odhodu z Rakovnika ozrl nazaj, je še enkrat zagledal napis: O Marija, pomočnica bila si in boš nam ti. Čutil sem se opogumljenega in sem z radosti odhajal na misijonsko pot z Marijo. Gospod Majcen je bil eden najboljših človek, kar se je v življenju poznalo. In še zdaj po smrti se ga vedno spominjam. In v stiski se tudi njemu priporočam. 15. decembra 1935 je prispel Kunming v pokrajini Yunnan na Kitajskem. Že na meji naš primek ni nič pomenil in so ga Majcna poimenovali v Ma Yicheng. Ma pomeni konj.
Oni so pač to razdelili mojo ime na 3 dele, zato ker vsako ime, tudi sedaj, vsak ima ime, ima 3, samo 3 črke. 3 zloge. Samo 3, tudi če bi, tudi po 3 mora biti, ker ne na 3 črke samo. To je Ma, potem potem pa Cen. Ma je konj, kaj ne? Tisti mitološki, ki laufa gor po gorah, po dolinah in tako naprej, kaj ne? Pa prinaša svetost, oziroma popolnost, kaj ne? Popolno življenje. In potem Cen, pa resničnost. Cen je resničnost. Tako da sem jaz postal potem Ma in Cen. In tako sem na Kitajskem sem imenoval zmeraj Ma in Cen. Sprejel ga je prvi prekmorski misionar Jožef Kerec. Leta 1937 so se jim pridružile še slovenje bistriške sestre, nato leta 1948 legendarni zdravnik dr. Janez Janeš, ki so sicer delovali v Čavtungu, kamor se je 1938 preselil tudi monsignor Kerec, ki je tam postal apostolski administrator. Po načrti Kereca se je zrasla velikanska šola modrosti, ki je majcem pozneje dogradil Don Boscovo cerkev in dvorano. Nemo sem stal, pa nisem vedel, kaj govorijo, zakaj se mi smejejo. Vse znanje, ki sem se ga do sedaj pridobil, mi ni nič pomagalo. O kitajščini in francoščini se mu še sanjalo ni. Prvi govor v kitajščini je imel že na akademiji, ki mu jo je ob prihodu pripravil Kerec. Na odru se prav prijazno na vse strani priklanjal s sklenjenimi rokami, potem pa v kitajščini spregovoril: Rad vas imam. Otroci so eksplodirali od veselja. Bil je njihov. Večkrat je ponovil: To je bil moj najkrajši in najučinkovitejši govor v življenju. Njegovo načelo je bilo: Evangelij bom Kitajcem oznanil v njihovem materinem jeziku. Jaz sem oznanjevalec katoliške, ne francoske vere. Bil je silno nagrajen. Sčasoma sem spoznal čudovito lepoto kitajske duše in hvalim Gospoda, da me je poslal na Kitajsko. Majcen je prednjačil svojo nalezljivo dobroto do vseh. Sestra Konstantina spričuje: O njem se je pogosto govorilo: Bodi dober in ponižen, kako gospod Majcen, pa boš tudi ti lahko svetnik. Leta 1949 je Mao Tse-tung prihrumel s svojim komunizmom. Ko so bili drugi že mučeni ali izgnani, je on bil leto dni na državni srednji šoli s 850 fanti in dekleti učitelj ruščine, ki se seveda nikdar ni učil, z dobro in edino plačo v življenju. Tudi njegov čas se počasi iztekel. Dejali so mu: Poznamo, da je Don Bosco velik vzgojitelj in lepo vzgoji vaše fante, ampak tudi vi se morate učiti od Maua, ker je velik. Majcen je vedel, da bo treba vse pustiti in oditi. So brata Wang in Sheng, Majcnova sodelavca, sta kljub 38 letom zapora in mučenja ostala zvesta. Septembra 1951 je prispel v Hongkong brez vsega, vendar bogat z izkušnjo, da bo lahko še uspešneje nadaljeval svoje delo. Kitajci so zelo ljubeznivi, zelo prijazni, po kitajsko se pravi kečilama, kečitelhena, zelo prijazni, zelo ljudni, se pokloni na levo in desno in tako naprej. Tako se pač človek mora prilagoditi njihovim značajem in to je moje delo, notranje delo bilo, da nekako se prilagodim tistemu načinu kitajskega življenja, jesti, govoriti, se obnašati, moram biti, moje načelo biti Kitajci. V Hongkong so se stekale reke izgnancev. Inšpektorju Bragu je Majcen dejal:
Domov ne grem, že zato ne, ker sedaj nisem za vožnjo. Sem vam na razpolago, kamor hočete. Želim ostati v kitajski inšpektoriji. Ko je za silo pozdravil rane duše, pa tudi telesa, ki je bilo načeto, so ga poslali v Makao. Učil se kantonščine in portugalščine, poučeval francoščino, spovedoval in pomagal vsem, ki so skrbeli za gobovce in za prizadete, telesno in duševno. V Makao zibelski vsega salezjanskega dela na vzhodu, tam je začel delo leta 1906 v zavodu Brezmadežne, sedaj sveti Alojzij Versilio škof in mučenec. Je ostal le leto dni. Časa, da bi se navezal na to delo, niti ni bilo. Stvari, ki jih je imel, pa je bilo komaj za kovček. Majcno inšpektor Brago sporočil, da je določen za sirotišnico s 550 sirotami v Hanoju v Vietnamu. Sem vam na razpolago, je kratko dejal. Pošiljam vas, da začnete salezjansko delo in da dobite prve poklice za salezjance med Vietnamci. Majcen in Giacomino, Brazilec, sta prišla v Hanoj 3. oktobra 1952, na godovni dan zavetnice misijonov. V žepu sta imela vsega $5. Že prvo noč ni bilo možno spati, ker so strojnice regljale vso noč v neposredni bližini. Majcen je postavil pravilo. Tisti, ki lahko plačajo, ne sprejmemo, ker če lahko plačajo, niso sirote. Sprejeli bomo samo tiste, ki nimajo ničesar. Majcen je bil prvi, ki ni bil Francoz in je dobil dovoljenje za bivanje. Delo v sirotišnici je steklo. Hošiminkovi pa so napredovali. Francozi so se vdali 6. maja 1954. Že 21. julija je po pogovoru v Ženevi 17. sporednik ločil Vietnam na severni in južni. Severa je vse bežalo, da bi rešili glavo. Majcen je ostal, dokler ni s pomočjo francoskih vojaških letal vse sirote spravil na varno na jug. Potem se je še sam umaknil v Hongkong. Vietnamskih mučencev, ki so bili mučeni med leti 1600 in 1888, je več kot 100 000. Med njimi je tudi slovenski misionar Janez Krstnik Mesar iz Gorice, ki je umrl leta 1723. Osrednje Marijino svetišče je v kraju Lavang, osrednjem Vietnamu, kjer se je prikazovala Marija Pomočnica in jih tolažila. Vietnamski škofje so razglasili Marijo Pomočnico kristjanov za zavetnico Vietnama. Jaz sem potem iz moje šole, tako zvane imenovane šola modrosti, sem šel, par korakov je hotel od nas in ravno slučajno pride Ho Chi Minh. On me tako veselo nasmehne, jaz ga pozdravim, on me tudi pozdravi, seveda se tako pozdravimo po francoske bonjour, monsieur le président. In on, bonjour mon père. In se rokujeva in tako nekaj par besed je bilo, kaj je že bilo, ne vem natančno, kaj so se govorili. Veliko pa se nisva govorila, to pa zaradi tega, ker so bili vojaki, ki so ga stražili in so hoteli, da gre takoj v svoj džip in se nekam odpelje. Ja. On je pa stanoval tam blizu, tukaj je bilo naša šola in 100 metrov dalje je bil tisti hotel, kjer je on bival. 24. maja 1954 sem se moral žalosten posloviti od Vietnama in oditi v Hongkong. Veselo so me sprejeli in me povedli v novo šolo Tan King Po. Bil imenovan za ravnatelja tega velikanskega zavoda. To je bila srednja tehnična šola za 1300 dijakov. Po namenu ustanovitelja samo za revne in nadarjene Kitajce. Šola je bila ustanovljena 1953, dar velikega dobrotnika. Spet so mu bili v spredju revni, ki jim je dajal prednost. V zavodu sta delovala še dva slovenska salezjanca, Joško Geder in Rafael Merzel.
svetniški duši. Po 2 letih je strnil svojo izkušnjo. Različno delo, različni jeziki. Eno pa je bilo povsod isto. Uboge sirote. Vsi ti so ljubljenci Dombovska in vsakega Salezjanca. Vsi ti imajo iste potrebe, da jim pomagamo do poštenega življenja. To je bil človek velikih predanosti, velikih odprtih horizontov in v njegovem življenju se je jasno nakazovalo, da se v njegovi osebnosti izgrajujejo vsi elementi svetosti. Avgusta 1956 začne Majcen zlato dobo 20 let misijonskega dela v Južnem Vietnamu. Bil je ravnatelj, inšpektor je vikar, organizator šolstva, predvsem pa od leta 1960 magister novincev prvega vietnamskega novicijata. To je eno najlepših poglavij. Bil je vzgojitelj, duhovni poklicelj. Po 20 letih, ko je odhajal, je v Vietnamu bilo 141 Salezjancev in novincev. Upravičeno ga imenujejo vietnamski Domboskov, pa tudi z drugimi častnimi imeni: Mojzes, patriarh, stari oče, oče luč. Hotel je biti Vietnamec z Vietnamci po vietnamsko. Bil je prvi, ki je redovna pravila prevedel v vietnamščino. Kakor je že ugotovil Sejc, misionarji večkrat niso samo tujci, ampak tuji. Majcen pa je bil ves njihov, z dušo in srcem. Leto 1958 je bilo leto njegove srebrne maše in 23 let, kar je šel v misijone. Zato je prišel na obisk v domovino. Za prispevek njegovih salezjanskih šol k tehničnemu napredku Vietnama je leta 1972 prejel najvišje državno odlikovanje. Veliko je tudi gradil in življenje postavil sijajne ustanove, polne življenja. Med njimi pravi biser cerkve brezmadežne. Uspel je pridobiti številne dobrotnike v Evropi in Ameriki. Leta 1974 so slovesno praznovali Majcnovo 70-letnico. Toda ves čas je z vse strani grmelo orožje. Z ene strani Amerikanci, z druge Hošiminkovi. Vendar je neomajno zaupal Marino pri prošnjo in pomoč. 2. aprila 1975 se je general T.A. vdal. Amerikanci so odhajali. Ameriški general je telefoniral Majcnu. Pripravite se 100 vietnamskimi Salezjanci, da se ob 1 popoldne odpeljete v Ameriko. Že po kratkem obisku Najsvetejšega je odgovoril generalu: Gospod general, hvala za vašo ponudbo. Vendar Vietnamci morajo ostati z Vietnamci in jaz z njimi. Hvala, odpeljite brez nas. Majcen je sobrate hitro porazdelil na 14 župnij, ki so bile brez duhovnika, majhne skupinice. Sledila je namreč nacionalizacija vseh salezjanskih ustanov. Majcen je torej ostal s svojimi. Zaradi svoje nesebičnosti in naklonjenosti do vietnamskega ljudstva je povsod užival spoštovanje. Zgodilo se je celo, da je kot tujec spomladi 1976 volil vse vietnamsko skupščino. Vendar je se slovo od Vietnama tudi njemu bližalo. Poleti 1976 je odšel kot zadnji tujec. Bil je izgnan, vendar na mehek način. Politični komisar mu je ob slovesu dejal: Hvala vam, gospod Majcen, dobro ste vzgojili vietnamske duhovnike. Ampak sedaj morate oditi, ker so vas sem povabili umazani Amerikanci. Majcen dodaja: kakšna laž. Ampak če hočete, lahko zopet, ko se dobro odpočijete, naredite prošnjo in bomo preučili, če nam boste spet potrebni. Odšel je in se ni več vrnil v svoj Vietnam. Jaz sem v Vietnam prišel s 5 amerikanskimi dolarji in iz Vietnama sem rekel, ne bomo že več, kako 5 amerikanskih dolarjev mi dajte,
za kakšen taksi do našega zavoda, drugo pa še počne naprave. Po zadnjem izgonu je zadnje 3 misijonska leta preživel na Tajvanu. Spet se je moral spoprijeti s kitajščino, ki je ni govoril že 25 let. Velikanski zavod v Tajnanu, kamor je bil dodeljen, je zgradil arhitekt Chu Wei-Shin, ki ga je majcen krstil Kunmingu 1937. Duhovno je dozorel, da je bil iskan voditelj duš v spovedi. V veliko zadovoljstvo je v deškem mestu upravljal tudi službo bolničarja in ravnatelja. Poznalo pa se mu je, da so mu tokrat potrgali korenine. Srce je ostalo v Vietnamu. Polotila se ga je bolezen, ki mu prej ni prišla do živega, niti podganja kugane. Telo je v Lotonku vzel v roke legendarni kirurg dr. Janez Janeš, prvi slovenski laiški misionar, ki ga je operiral 27. decembra 1976. Po njegovem nasvetu se je spomladi 1979 napotil v domovino na nekaj mesečni oddih, ki pa se je po 44 letih misijonskega dela končal z 20-letnim izgnanstvom v domovini. Čeprav je bil že nazaj na Rakovniku, še vedno je skrbel za svoje ljube Vietnamce. Zbiral je, kar je pač mogel dobiti in še vedno pošiljal in imel stike z Vietnamom. Z veliko ljubeznijo je govoril o njih, kaj je tam pustil, kaj je tam doživel, kako ga je spremljala Marija, Marija pomočnica, njegova stalna vodnica in priprošnica čez vse hudo. Bil je izredno hvaležen človek za vsako malenkost, ki jo je dobil, se zahvalil neštetokrat s svojimi pismi, ki nam je pisal. Bil je naš prijatelj, veliki duhovnik. Ob prihodu v domovino je za rabljeno obutev in obleko moral plačati carino, dobra nagrada za več kot 40 let garanja za njegovo promocijo slovenstva v tujih državah. Tudi ta nerazumljiva poteza, da je moral ostati v domovini, se je končno izkazala kot načrt Božje previdnosti. Če bi ostal v Vietnamu, bi bil enako nemočen kot vsi drugi, ne bi mogel pomagati ne sebi, ne drugim. Postaja dejansko edina vest med vietnamskimi selžanci in svetom. In bil je njihov ravnatelj, voditelj, dobri oče, Mojzes, nadaljavo. Njegovo delo v Vietnamu čudežno cveti in se razvija. Še vedno je njihov domovskov. Nekaj časa je še upal, da se bo lahko vrnil v svoj Vietnam. Zlato mašo 1983 je vso duhovno energijo usmeril vase in začel dodelovati svojo duhovno podobo v vseh podrobnostih. Z diamantno mašo 1993 je že ves žarel od poduhovljenosti. Telo je sicer pešalo, duša pa je postala vsak dan žlahtnejša. Ta leta lahko imenujemo njegov vzpon na goro svetosti. Zelo natančno je markiral. Saj nam je svojo duhovno izkušnjo zapustil na 7000 straneh rokopisa svojih premišljevanj, duhovnih dnevnikih in osebni duhovnosti. O tem pa še cela skladovnica drugih spisov, tudi zgodovina njegovega misijonskega dela, zlasti v Vietnamu, v 15 zvezkih. Tu je bil duša misijonske dejavnosti, nepozabni spovednik in duhovni voditelj. Tu je majcen postal duhovnik 1933. Odtod je šel v misijone 1935. Tu je obhajal Zlato mašo 1983 in Biserno 1993. Tu je tudi končal svoje življenjsko potovanje 30. septembra 1999. V Marijinem varstvu je na Rakovniku skupaj preživel 30 let. Njegovo sveto življenje se je na zemlji izteklo na rojstni dan 30. septembra 1999. Od 6. oktobra 1999 čaka dan poveličanja
med svojimi sobrati na ljubljanskih Žalah. Šestindvajsetega septembra 2010 se je slovesno sejo začel škofijski postopek za majcno beatifikacijo. Vsi, ki so ga poznali, enoglasno pričujejo, da je živel zgledno svetniško življenje. Neskončno sveti Bog, tvoj zvesti služabnik Andrej Majcen, misionar na Kitajskem in Vietnamu, gorec salezijanec in duhovnik, je z velikim žarom vsem oznanjal evangelij, še posebej ubogi in zanemarjeni mladini. Na goro svetosti se je vzpenjal z velikodušno dobroto in ljubeznivostjo ter s posredovanjem tvojega usmiljanja v zakramentu svete spovedi. Prosimo te, poveličaj ga pred nami na čast oltarja. Pomagaj nam, da ga bomo vneto posnemali in tebe iskreno častili. Po njegovi priprošnji nas usliši v naših potrebah. Naj bo tudi naše življenje ena sama hvalnica tebi, ki si slavljen zdaj in vekomaj. Amen. Veliko pa se nisva govorila, to pa zaradi tega, ker so bili vojaki, ki so ga stražili in so hoteli, da gre takoj v svoj džip in se nekam odpelje. Ja. On je pa stanoval tam blizu, tukaj je bilo naša šola in 100 metrov dalje je bil tisti hotel, kjer je on bival. 24. maja 1954 sem se moral žalosten posloviti od Vietnama in oditi v Hongkong. Veselo so me sprejeli in me povedli v novo šolo Tan King Po. Bil je imenovan za ravnatelja tega velikanskega zavoda. To je bila srednja tehnična šola za 1300 dijakov. Po namenu ustanovitelja samo za revne in nadarjene Kitajce. Šola je bila ustanovljena 1953, dar velikega dobrotnika. Spet so mu bili v spredju revni, ki jim je dajal prednost. V zavodu sta delovala še dva slovenska salezijanca, Joško Geder in Rafael Merzel, svetniški duši. Po 2 letih je strnil svojo izkušnjo. Različno delo, različni jeziki. Eno pa je bilo povsod isto, uboge sirote. Vsi ti so ljubljenci Dombovska in vsakega salezijanca. Vsi ti imajo iste potrebe,
da jim pomagamo do poštenega življenja. To je bil človek velikih predanosti, velikih odprtih horizontov in v njegovem življenju se je jasno nakazovalo, da se v njegovi osebnosti izgrajujejo vsi elementi svetosti. Avgusta 1956 začne Majcen zlato dobo 20 let misijonskega dela v Južnem Vietnamu. Bil je ravnatelj, inšpektor je vikar, organizator šolstva, predvsem pa od leta 1960 magister novincev prvega vietnamskega novicijata. To je eno najlepših poglavij. Bil je vzgojitelj duhovnih poklicev. Po 20 letih, ko je odhajal, je v Vietnamu bilo 141 salesijancev in novincev. Upravičeno ga imenujejo vietnamski Nombosko, pa tudi z drugimi častnimi imeni: Mojzes, patriarh, stari oče, oče luč. Hotel je biti Vietnamec z Vietnamci po vietnamsko. Bil je prvi, ki je redovna pravila prevedel v vietnamščino. Kakor je že ugotovil Sejc, misionarji večkrat niso samo tujci, ampak tuji. Majcen pa je bil ves njihov, z dušo in srcem. Leto 1958 je bilo leto njegove srebrne maše in 23 let, kar je šel v misijone. Zato je prišel na obisk v domovino. Za prispevek njegovih salezijanskih šol k tehničnemu napredku Vietnama je leta 1972 prejel najvišje državno odlikovanje. Veliko je tudi gradil in življenje postavil sijajne ustanove, polne življenja. Med njimi pravi biser cerkve brezmadežne. Uspel je pridobiti številne dobrotnike v Evropi in Ameriki. Leta 1974 so slovesno praznovali Majcnovo 70-letnico. Toda ves čas je z vse strani grmelo orožje. Z ene strani Amerikanci, z druge Hošiminkovi. Vendar je neomajno zaupal Marino pri prošnjo in pomoč. 2. aprila 1975 se je general T.A. vdal. Amerikanci so odhajali. Ameriški general je telefoniral Majcnu: pripravite se 100 vietnamskimi salesijanci, da se ob enih popoldne odpeljete v Ameriko. Že po kratkem obisku Najsvetejšega je odgovoril generalu: gospod general, hvala za vašo ponudbo. Vendar Vietnamci morajo ostati z Vietnamci in jaz z njimi. Hvala, odpeljite brez nas. Majcen so brate hitro porazdelili na 14 župnij, ki so bile brez duhovnika, majhne skupinice. Sledila je namreč nacionalizacija vseh salesijanskih ustanov. Majcen je torej ostal s svojimi. Zaradi svoje nesebičnosti in naklonjenosti do vietnamskega ljudstva je povsod užival spoštovanje. Zgodilo se je celo, da je kot tujec spomladi 1976 volil vse vietnamsko skupščino. Vendar je se slovo od Vietnama tudi njemu bližalo. Poleti 1976 je odšel kot zadnji tujec. Bil je izgnan, vendar na mehek način. Politični komisar mu je ob slovesu dejal: hvala vam, gospod Majcen, dobro ste vzgojili vietnamske duhovnike. Ampak sedaj morate oditi, ker so vas sem povabili umazani Amerikanci. Majcen dodaja: kakšna laž. Ampak če hočete, lahko zopet, ko se dobro odpočijete, naredite prošnjo in bomo preučili, če nam boste spet potrebni. Odšel je in se ni več vrnil v svoj Vietnam. Jaz sem v Vietnam prišel s 5 amerikanskimi dolarji in iz Vietnama sem rekel, ne bomo za več, kako 5 amerikanskih dolarjev mi dajte za kakšen taksi do našega zavoda, drugo pa še potem naprave. Po zadnjem izgonu je zadnje 3 misijonska leta preživel na Tajvanu. Spet se je moral spoprijeti s kitajščino, ki je ni govoril že 25 let. Velikanski zavod v Tajnanu, kamor je bil dodeljen,
je zgradil arhitekt Čuvej sin, ki ga je majcen krstil Kunmigo 1937. Duhovno je dozorel, da je bil iskan voditelj duš v spovedi. V veliko zadovoljstvo je v deškem mestu upravljal tudi službo bolničarja in ravnatelja. Poznalo pa se mu je, da so mu tokrat potrgali korenine. Srce je ostalo v Vietnamu. Polotila se ga je bolezen, ki mu prej ni prišla do živega, niti podganja kugane. Telo je v Lotonku vzel v roke legendarni kirurg dr. Janez Janeš, prvi slovenski laiški misionar, ki ga je operiral 27. decembra 1976. Po njegovem nasvetu se je spomladi 1979 napotil v domovino na nekaj mesečni oddih, ki pa se je po 44 letih misijonskega dela končal z 20-letnim izgnanstvom v domovini. Čeprav je bil že nazaj na Rakovniku, še vedno je skrbel za svoje ljube Vietnamce. Zbiral je, kar je pač mogel dobiti in še vedno pošiljal in imel stike z Vietnamom. Z veliko ljubeznijo je govoril o njih, kaj je tam pustil, kaj je tam doživel, kako ga je spremljala Marija, Marija pomočnica, njegova stalna vodnica in priprošnica čez vse hudo. Bil je izredno hvaležen človek za vsako malenkost, ki jo je dobil, se zahvalil neštetokrat s svojimi pismi, ki nam je pisal. Bil je naš prijatelj, veliki duhovnik. Ob prihodu v domovino je za rabljeno obutev in obleko moral plačati carino, dobra nagrada za več kot 40 let garanja za njegovo promocijo slovenstva v tujih državah. Tudi ta nerazumljiva poteza, da je moral ostati v domovini, se je končno izkazala kot načrt Božje previdnosti. Če bi ostal v Vietnamu, bi bil enako nemočen kot vsi drugi, ne bi mogel pomagati ne sebi, ne drugim. Postaja dejansko edina vest med vietnamskimi selžanci in svetom. In bil je njihov ravnatelj, voditelj, dobri oče, Mojzes, nadaljavo. Njegovo delo v Vietnamu čudežno cveti in se razvija. Še vedno je njihov Domboskov. Nekaj časa je še upal, da se bo lahko vrnil v svoj Vietnam. Zlato mašo 1983 je vso duhovno energijo usmeril vase in začel dodelovati svojo duhovno podobo v vseh podrobnostih. Z diamantno mašo 1993 je že ves žarel od poduhovljenosti. Telo je sicer pešalo, duša pa je postala vsak dan žlahtnejša. Ta leta lahko imenujemo njegov vzpon na goro svetosti. Zelo natančno je markiral. Saj nam je svojo duhovno izkušnjo zapustil na 7000 straneh rokopisa svojih premišljevanj, duhovnih dnevnikih in osebni duhovnosti. O tem pa še cela skladovnica drugih spisov, tudi zgodovina njegovega misijonskega dela, zlasti v Vietnamu, v 15 zvezkih. Tu je bil duša misijonske dejavnosti, nepozabni spovednik in duhovni voditelj. Tu je majcen postal duhovnik 1933. Odtod je šel v misijone 1935. Tu je obhajal Zlato mašo 1983 in Biserno 1993. Tu je tudi končal svoje življenjsko potovanje 30. septembra 1999. V Marine varstvu je na Rakovniku skupaj preživel 30 let. Njegovo sveto življenje se je na zemlji izteklo na rojstni dan 30. septembra 1999. Od 6. oktobra 1999 čaka dan poveličanja med svojimi sobrati na ljubljanskih Žalah. – 26. septembra 2010 se je slovesno sejo začel škofijski postopek za majcno beatifikacijo.
Vsi, ki so ga poznali, enoglasno pričujejo, da je živel zgledno svetniško življenje. Neskončno sveti Bog, tvoj zvesti služabnik Andrej Majcen, misionar na Kitajskem in Vietnamu, gorec, salezijanec in duhovnik, je z velikim žarom vsem oznanjal evangelij, še posebej ubogi in zanemarjeni mladini. Na goro svetosti se je vzpenjal z velikodušno dobroto in ljubeznivostjo ter s posredovanjem tvojega usmiljanja v zakramentu svete spovedi. Prosimo te, poveličaj ga pred nami na čast oltarja. Pomagaj nam, da ga bomo vneto posnemali in tebe iskreno častili. Po njegovi priprošnji nas usliši v naših potrebah. Naj bo tudi naše življenje ena sama hvalnica tebi, ki si slavljen zdaj in vekomaj. Amen.